Gradivo za poklicno maturo v slovenskem znakovnem jeziku. Sofoklej, kralj Ojdip. Grško gledališče. Razvilo se je iz verskih obredov v čast boga Dioniza. Govor nastopajočih so prekinjali s petjem in plesom zbora. Počasi je nastajal dialog, nastopali so lahko največ 3 igralci, ki je postal pomembnejši od petja zbora. Igrali so samo moški, tudi ženske vloge. Nosili so maske in dolge halije, čevlje z visokimi podplati. Tragedije so uprizarjali na prazničnih prireditvah spomladi, ki so trajale cel teden. Ljudje so cel dan spremljali drame. V tekmovalnem delu so bile po 3 tragedije. Dan pa je zaključila komedija. Poglejmo, kdo so bili najpomembnejši avtorji tragedij. Aeschyl, Sofokles, Evripid. Poglejmo še, kdo je bil najpomembnejši avtor komedije. Aristofan. Gledališča so bila na prostem, v polkrožni obliki. Na sredini je bil okrogel prostor orkestra, kjer je nastopal zbor. Za orkestrom je bil oder za igralce. Ozadje pa je zapirala lesena zgradba, skene, danes scena. Gledalci so sedeli na polkrožnih klopeh, teatron, danes teater, gledališče. Mit o tebanski kraljevi hiši. Tebanskemu kraljevemu paru, kralju in kraljici, so v preročišču napovedali, da je bolje, da nimata otrok. Če bosta imela sina, bo ta ubil očeta in se poročil z lastno materjo. Vseeno se jima je rodil otrok, sin. Ustrašila sta se prerokbe in ga izročila pastirju, ki naj ga odnese na goro, da ga bodo pojedle divje živali. Pastirju se dojenček zasmili in ga izroči pastirju sosednjega kralja iz Korinta. Ker korinski kralj ni imel otrok, je posvojil dojenčka. Dal mu je ime Ojdip. Ko je zrastel, je odšel v preročišče vprašat po svoji usodi. Na poti je prišel v spor z nekim starcem in ga ubil. V preročišču je izvedel, da bo ubil očeta in se poročil z mamo, zato ni hotel domov. Šel je proti mestu Tebe. Tam je ravno umrl kralj, mesto pa je terorizirala sfinga, pošast. Ojdip je rešil njeno uganko in s tem je rešil mesto in se za nagrado poročil s kraljico. Po 20 letih pride v mesto bolezen, kuga, in tu se začne tragedija Kralj Ojdip. Videc pove kralju, da bo bolezen prenehala, ko bodo našli morilca prejšnjega kralja. Ojdip se loti iskanja in ugotovi, da je on morilec.
On je ubil starca na poti v Delfe. Obenem pa tudi, da je ubil lastnega očeta in se poročil z mamo. Od sramu se oslepi, njegova mama, žena, pa se obesi. Potem se v boju za nasledstvo pobijeta njegova sinova. Hči Antigona pa se ubije, ker so jo živo zazidali, saj ni upoštevala zakona, da ne sme pokopati enega svojih bratov. Tragedija Antigona. Sofoklej, kralj Ojdip. Drama z naslovom Kralj Ojdip je tragedija in temelji na mitu o tebanski kraljevi hiši. Če poznamo ta mit, vemo, kako je potekalo Ojdipovo življenje od rojstva do smrti. V drami pa ne vidimo nobenih groznih dogodkov, vsi so se zgodili v preteklosti. Zanje izvemo iz pripovedovanja oseb, pastir, sel. Dramsko delo, v katerem s pogledom v preteklost oziroma s pričevanjem oseb o preteklosti izvemo za stvari, ki pomembno vplivajo na sedanje dogodke. Imenujemo analitična drama. Ojdip je tragični junak, saj je kriv brez krivde. Torej, naredil je stvari, ki jih ne bi smel, ubil je očeta in se poročil z mamo, vendar je to storil nevede zaradi vnaprej določene usode od bogov. Tragičnost. Grške tragedije niso samo žalostne, so tragične. Tragično je nekaj, kar se zgodi nekomu, ki ni nič kriv, pa mu vendarle zavedno spremeni življenje. Smrt, poškodba, izobčenje. Ko pogledamo tragedijo, bi morali na koncu doživeti katarzo. To je grški izraz za očiščenje. Drama nas mora pretresti, z glavnim junakom sočustvujemo in podoživljamo njegove muke. Na koncu se očistimo, sebe spravimo vse te negativne občutke in postanemo boljši ljudje. Obnova. V Tebah se pojavi kuga in povzroči opustošenje polj. Jalovo živali in rojevanje mrtvih dojenčkov. Kreont, brat tebanskega kralja Laja, se vrne iz preročišča v Delfih in poroča. Da je kugo poslal bog Apolon, ker je mesto okuženo. Saj v njem živi ubijalec kralja Laja. Kuga bo premagana, ko bodo našli Lajevega morilca in ga izgnali. Ojdip se zelo trudi, da bi odkril morilca. Videc Tejzeri pa že skoraj na začetku dogajanja Ojdipa opozori, da je iskani morilec prav on sam. Sel, kurir iz Korinta, prinese novico o smrti korinskega kralja, Ojdipovega domnevnega očeta. Odlomek. Odlomek. Korintski sel govori z Jokasto in Ojdipom. Jokasta, ti preljuba moja žena, pokaj si me poklicala iz palače? Poslušaj tega, boš videl, kaj velja bogov prevzvišena prerokba. Kdo je ta mož?
In kaj bi rad sporočil? Prišel je iz Korinta. Veš, kaj pravi? Tvoj oče Polib ni več živ. Umrl je. Kaj praviš, tujec? Sam mi to razloži. Če rad bi najprej slišal to novico, resnica je, pobrala ga je smrt. Ga je bolezen? Je padel žrtev spletk? Že rahla sapa pobere staro kost. Torej, je siromaka le bolezen? No, pač, v tako visoki starosti. Ej, žena, kdo bo le še romal zdaj k oltarju pitije? Kdo bo še vprašal za ptičji let? Če bi to kaj veljalo, bi moral jaz očeta ubiti. Zdaj moj oče v grobu spi, ne da bi jaz nanj dvignil meč, razen če je morda za mano skoprnil. No, Polib je šel, prerokbe prazne s sabo v grob odnesel. Ti nisem že zdavnaj govorila. Seveda si, a mene strah je begal. Vsaj zdaj srce otresi si strahov. Bojim se še poroke z materjo. Kaj vsega bi se moral človek bati? Nič se ne da predvideti. Naključje je naš vladar. Najbolje, da si misliš, kar bo, pač bo. Poroke z materjo se nič ne boj. Že marsikdo je v sanjah spal z materjo. A kdor si vsega tega ne žene k srcu, ta živi najlažje. Vse, kar si rekla, je lepo in prav, a moja rodna mati je še živa. In ker je živa, se ne znebim strahu. Očetov grob ne ti odpre oči. Saj vidim, toda žive se bojim. Katere ženske se Gospod boji? Merope, stari, Polibove, vdove. In kaj je z njo? Zakaj se je bojite? Z njo v zvezi je strašna prerokba Božja. Je to skrivnost? Mi jo lahko zaupaš? Zakaj pa ne? Fojb mi je napovedal nekoč, da se bom z materjo poročil in si roke s krvjo očetno umazal. Zato že davno sem odšel na tuje od doma, daleč proč, imel sem srečo, vendar je starše gledati najslajše. Ta strah te torej gnal je iz Korinta? In strah, da bi ubil svojega očeta. Tega strahu, o kralj, lahko te rešim, saj sem prišel z najboljšim ti namenom. Zato se oddolžim ti, kot zaslužiš. Zato sem rad prišel, da mi boš dober, potem, ko se vrneš v domači kraj. Domov? K staršem? Nikoli več ne grem. Fant, jasno je, da sploh ne veš, kaj delaš. Kako si rekel, stari? Daj, pojasni. Če se zaradi njih bojiš domov, lahko se izpolni Fojbova prerokba. Da bi oskrunil materino postelj? Da, od tega strahu sem ves obseden. In veš, da treseš se za prazen nič?
Kako za nič, če sem teh staršev sin? Ker Polibos sploh ni s teboj v sorodstvu. Kaj praviš? Polibos ni oče moj? Prav toliko kot jaz. V tem sva enaka. Oče enak z nekom, ki ni mi nič? Zaplodil ni te on, kot jaz te nisem. Zakaj me je pa za sina imenoval? Ker te je udar prijel iz mojih rok. In me, čeprav dar tujih rok, je ljubil? V uteho bil si staršem brez otrok. In ti si kupil me? Slučajno našel? V Kitajrona globeli sem te našel. Kako pa, da zašel si v tiste kraje? V planini pasel črede sem ovac. Kot planšar služil si v gorah, za dnino. In s tem sem ti življenje rešil, sine. Iz kakšne stiske si takrat me rešil? To povedo ti tvoje otekle noge. Ah, kaj me spet spominjaš starih ran. Iz nog prevrtanih sem snel veziti. Sramoten madež nosim še iz plenic. Zato imaš takšno ime, kot si. Kdo je to storil? Oče ali mati? Ne vem. To ve, kdor te je meni dal. Je tebi dal? Me nisi sam našel? Ne. Drug pastir te je prinesel k meni. Kateri? Bi ga znal opisati? Menda eden od hlapcev kralja Laja. Kralja Laja? Njega, ki prej je Teban vladal? Da, bil je pastir v njegovi službi. In je ta mož še živ? Ja, rad bi ga videl. To veste bolje vi, ki ste od tukaj. Kdo izmed vas, ki ste ob meni zbrani, pozna pastirja, ki ga mož omenja? Ga je kdo videl tu ali na kmetih? Povejte, čas je, da se to razčisti. Mislim, da to ni nihče drug kot hlapec, ki si že poprej ponj poslal. Sicer pa najbolje to ti razloži Jokasta. Kaj meniš, draga? Misli res na hlapca, na istega, ki prej smo ponj poslali? Kaj? Koga misli? Pusti to zadevo. Ne vrtam te besede, nima smisla. Ne, to pa ne. Preveč sem zbral sledi, da dokončno razjasnim si svoj izvor. Rotim te, če ti je življenje drago, ne vrtaj v to. Dovolj, da jaz trpim. Pogum! Ti še naprej krvi si žlahtne, čeprav bi jaz bil sin in pravnuk sužnje. Ubogaj me in nehaj s tem. Te prosim. Ne. S tem moram priti si na jasno. Jaz dobro vem, da ti le dobro hočem. Ta tvoja dobrohotnost mi preseda. Nesrečnik, da nikdar ne izveš, kdo si.
Mi bo že kdo pastirja sem pripeljal? A njo, ponosno na svoj rod, pustite. Gor je, nesrečnež. Le še to ti rečem, samo še to, ne boš me slišal več. Sel je razkril, povedal tudi to, da Ojdip sploh ni sin korinske kraljeve družine. Resnica pride na dan v vsej svoji grozovitosti. Ojdip je lajev morilec in tisti, ki se je poročil z lastno materjo. Tak razplet vodi h katastrofi. Jokasta mati, žena, se od sramu obesi. Ojdip se od sramu samo slepi. Kreon ti žene Ojdipa iz mesta, v tebe pa se vsaj začasno vrne mir.